Sem Matej Cepin in poslušate 9. epizodo podcasta Goreči grm. V njej gostim Tomaža Erzarja, enega od ustanoviteljev študijsko-raziskovalnega centra za družino. Tomaž je študiral filozofijo, veliko filozofije, a ga je po študiju srečanje z zakonsko in družinsko terapijo preko žene Katarine tako prevzelo, da je bil eden tistih, ki so v Sloveniji orali ledino na tem področju. Ni pa se ustavil le pri medosebnih odnosih. V njem ves čas gori tudi grm, povezan s širšo družbo. Ker pozna procese iz medosebnih odnosov, naprimer razkajanja, konflikti, pa spet odpuščanje in sprava, želi s temi principi zdraviti tudi razklan slovenski narod. O tem tudi veliko piše. Imam ga za enega od pionirjev na mnogih področjih. V pogovoru pa mi je zaupal, da kot drugorojenec pri novih stvareh raje malo počaka, da vidi, kako si bodo drugi potolkli kolena. No, kakorkoli. Mislim, da ga prav ta preudarnost tudi dela tako prijetnega sogovornika, ob katerem imaš ves čas občutek, da si slišan. Te je kaj navdihnilo in si za sodelovanje? Piši mi na matej@socialnaakademija.si. Zdaj pa kar v akcijo. Že veš, kaj je tvoj edinstven prispevek k boljšemu svetu in kako ga udejanjiti? V podcastu Goreči grm razkrivamo močne zgodbe tistih, ki že živijo svoje poslanstvo, zato da lahko ti najdeš navdih, prepoznaš svoje goreče grme in pogumno stopiš na novo pot. Živjo, Tomaž. Oj, lepo zdrav. Moj prvi spomin nate sega nekje tam okrog 20 let nazaj. Bila sva mlad par z ženo. Hodila sva k Kristjanu Gostečniku na Veruk, tam sta z tvojo ženo Katarino bila kot neke vrste modela, tam nas je tako 100 sedel, vidva sta nam pa igrala, kako se pogovarjata dobro, pa kako se ne pogovarjata dobro, pa kaj bi mi naredili. Ko si bil zame ena prva taka živa slika nekega zakonskega in družinskega terapevta, tega poklica prej nisem poznal. Ti si tudi takrat oral ledino kot zakonski in družinski terapevt, ali je tega že bilo veliko, ali kako je bilo to? Ne, to je bilo po moje čisto pionirsko delo. Si predstavljam, da tega ni bilo ne v kakšnem župnijskem formatu še teh, preko zelo aktivnih priprav na zakon, ne, to je bila pa absolutno aktivna, ne, te nisi prišel tja sam poslušati, ampak si se mogel pogovarjati in je bil en proces, ne, to ni bilo en mesec ali pa 14 dni, ampak to je bilo celo leto, oziroma študijsko leto, ne, oktober, maj in ja, jaz mislim, da je bila to ledina po tej plati, pa jasno tudi za naju nekaj čist novega, kjer so v bistvu midva za svoj odnos, a ne, za svoj zakon šla leta in leta skozi pripravo, čeprav so bila že poročena, ampak je bila to super priprava, kakor recimo nama je bila včasih zoprn, pokaj je bil že otrok, pa zdaj pa spet zvečer greva, a ta teden je že spet, ne, ker mi sem imela in torke in petke. V petkih smo imeli skupino za zakonce, v torkih smo imeli za predzakonce, se pravi v mesecu 4 srečanja, ne, in vsakič si bil malo tako napet, vsakič si se malo izpostavil, ampak glede na to, da je bila taka varnost v ekipi, sem imel ženo, ne, je bilo eno tako razumevanje in tudi čutil sem od vas, ko ste bili tam v dvorani, da noben ni tja prišel neki si ogledovati, pa neki dajati kakšne pripombe, ampak da smo vsi skupaj v tem in to je bilo. Ja, to je bilo v bistvu ena hvaležnost iz tega, bi rekel, je ostala meni. Hvaležnost, da smo lahko to skupaj naredili. Se mi zdi, da ste nam res veliko dali takrat, no, midva ženo še zdaj veliko črpava iz tega, da pač te konflikti, ki jih imava, imajo neke globlje korenine, da niso za vse na nek način sama kriva, ne? Ja, nekaj neverjetnega, ne. Ravno to, kar si zdaj rekel, ne. To, da mi konflikta ne dojamemo nič drugače kot zdaj ti ali jaz, ali pa tole se moraš spremeniti, ali pa tole me moti in nikoli ne bo drugače. Tam smo se pa ravno tega naučili. Čakaj, ne. Mogoče pa to samo vrh ledene gore, lej, kvaj še spodi. Tlele sta se zapela preprosto zato, lej, ker je petek popoldne, pa sta oba utrujena in so se nabirale stvari, ki nimajo veze z vama, imajo veze v službo, imajo veze s tem, imajo veze mogoče starši, tasti, tašče, kaj zvem kaj. In videl sta zdaj najšibkejši člen, ko bosta tole, zdajle se fajn stolkla, imela uničen vikend in kaj bo ponedeljek. Kako sploh, a veš, za te pionirske stvari me vedno zanima, odkje so navdihnjene, kaj so nove. A to je bilo iz tujine, ali je bil lik Kristjana Gostečnika tisti, ki te je potegnil to, ali ste to si sami spomnili, ali kako je to ratalo? Jaz mislim, da je bil kar ta pionir on. On je namreč prišel 95 nazaj, imel je za sabo, mislim, da 10 do 15 let
te terapevtske prakse, za katero bi jaz rekel, da je v Sloveniji takrat ni imel noben. Prišel nazaj iz ZDA. Ja, iz ZDA, iz Chicaga. In to je bil streniran na tak način, k v Evropi redko kdo je bil v tistem času. Prvič univerzitetno podkovan, drugič pa praktično, klinično izkušen. Tacga mislim, da ni bilo, ko bi se toliko ukvarjal s tem, ne? Vsi so bili mal na pol, tako še kakšno urco na teden ali pa 2 delam to, noben pa tega ni delal 8 ur na dan. Se pravi, je bil on nekako tvoj, bi lahko rekla, en del tvojega gorečega grma je bil on. Kako je to izgledal? Kaj, to si se navdihoval, ko si ga prvič spoznal? A imaš kakšno zgodbo tega, kako je bil on tvoj goreči grm? Pravzaprav je Katarina njega poiskala in jaz sem bil najprej samo tiska sledi, bomo videli, kaj bo, ne. Tole je tako, ne. Jaz sem iz drugega področja, sem študiral filozofijo in književnost, sem bil že zaposlen, mlad raziskovalec sem bil takrat, a sem ravno doktoriral, ampak je bila čisto ena druga pot zamišljena, ne, kje bom jaz zdaj se razvil, ne. S katerim namenom ga je pa tvoja žena poiskala? Ona je pa psihologinja in je enkrat na predavanju na Nikodemovih večerih ga poslušala in je rekla, tole bi pa jaz delala. To je ta goreči grm, veš, kad je v hipu vse jasen. In nikoli ni kolebala glede tega, da je to ta prava stvar. No, čez kakšno leto, 2 pa tudi mene ni bilo treba več prepričevati. Sem čutil, da je to ena čustvena, kako bi rekel, fleksibilnost, ki jo moški sploh ne vemo, da jo imamo. Kako se je to odražalo? To se je pokazalo tako, da začneš pri sebi svoje življenje, ne, to je meni veliko pomeni, ne, svoje življenje začneš gledati drugače. Kako? Saj sem mislil, da imam že vse analiziran, vse poštiman, ne, in takrat vidiš, ne, glej, čakaj, hvala Bogu, da se ti je tole zgodilo, ker zdaj sploh razumeš, zakaj si šel to študirati filozofijo, koliko je bilo tam noter enega želje po eni potrditvi, prepoznanju, občudovanju. Tako se temu reče. Jaz sem mislil, da je to želja pokazati, koliko si brihten. Ja, mogoče da si, mogoče da nisi, ampak zadaj so pa te globoke čustvene potrebe, ki se jih ne bi nikoli dotaknil. V bistvu si dobil ene nove besede na nek način, tako kot je Bog Mojzesu besede položil v usta, ne, pri gorečem grmu. Dobil si besede za stvari, ki so bile skozi prisotne, ampak jih nisi na nek način preizkusil. Ja, besede in pa en odnos. Se pravi, nekdo je bil s tabo v tem, ko je rekel, glej, menjajo se stvari, zdaj so malo kaotične, ne? Ne, ni bilo še tega grma, kako bi rekel, ko ga greš gledati, malo je, si ga greš malo ugledati, ampak ni bilo še tistega, da bi sam noter zagoril, ne. To je pa kar trajalo, ne, jaz bi rekel mogoče 5-10 let, da je to počas mene čist prežel, ne, ta toplota tega grma, če tako rečemo, ne, in da čutiš, da starega Tomaža ne poznaš več, ne. To je neverjetno, jaz se spomnim, enkrat sem se peljal tlele ravno to smer, z avtobusom na Vič, ne, in dobim prav ta občutek, kakor da so enem tujem mestu. Slike so bile druge v avtobusu, ne, avtobus kar nekam pelje, in sem mislil, a je to še moje življenje? Vse je drugače, kam pa grem? Domov grem. Tam so otroci, wow. Tako občutek se je tisti, a ni to, da si mal iztrgan od nekod iz enega starega občutja, iz enih starih, teh čist fizičnih senzacij, kar nekrat nekaj nenavadno, mal tuje, pa vidiš, a to pomeni živeti svoje življenje. Kakšen je pa bil ta Tomaž, recimo, če se spomniš tistega večera, ko je šla žena na Nikodemove večere, kakšen si bil ti prej? Jaz sem z ene družine, ki je precej zaprta bila, pa smo imeli še tole drugo vojno po očetovi strani. Po očeta sem tudi dosti malo zgubil, ne. 22 let sem bil star in tega sploh nisem si ovrednotil, ne, kaj pomeni, koliko se mi je takrat zamerala tudi Bog in vse skupaj, ne. Kako je zdaj to? A kar tako se bomo šli? A kar jemali mi boste ljudi, ki jih rabim, mi boste kar jemali iz mojega življenja, ne, to se pa jaz ne grem. Sam takrat nisem imel besed za to, takrat sem samo v dejanjih se nekaj boril, pa bil siten, ne, delal škodo, včasih tudi sep, ne. To je bil en čas, ki bi rekel, da je tam okoli 32. se končal z otrokom, družino in tudi s telim, ne. Tako da je se upadl, bi rekel, to odkrivanje zdaj tega, kaj pomeni živeti v družini, ne. Koliko si bil ti star takrat, ko sta prvič srečala Gostečnika? 32. Jaz sem 63-letnik, 32. Jaz sem že kar bil, Katarina je pa 7 let mlajša. Kaj si delal do 32? Kakšen je bil tvoj prejšnji delovno mesto? Jaz sem prej bil 1 leto pa pol v Kanadi na magisterskem študiju. Filozofija, ja, analitična filozofija. Potem pa 1 leto na študentski organizaciji, pa mladi raziskovalec na ZRC SAZU. Tako da sem bolj doktoriral tudi 95-96,
Ampak to je bila čisto ena lakanovska orientacija filozofije, neko tako, bi rekel, zahtevno intelektualno udejstvovanje, pa brez stika z tem, kdo ti si, kam greš, kaj bi rad in tako naprej. Potem pa ti ni bilo dovolj biti čist navaden zakonski in družinski terapevt, to je moj pogled, ampak si se vrgel tudi v neke malo bolj družbene sfere. Recimo vem, da si se ukvarjal veliko z konflikti, tudi po drugi svetovni vojni, pa odpuščanjem med različnimi socialnimi skupinami, pa take stvari. Ja. Kako pa da te je v to vrgel? To je pa tudi ena izkušnja zadaj, mogoče razočaranja ali pa teh še družinskih medgeneracijskih krivic. Prvič me to zanima, malo se je ena taka zgodovinsko-sociološka žilca prebudila, potem pa vidiš, v kakšnem okolju živiš in da te izkušnje tvojih staršev so kreirale velik del tvojega življenja. Ko odraščaš, tega ne veš. Ti ne veš, da je to svet tvoje družine, da drugod ne zaklepajo vrat dvakrat, pa ne potegnejo zaves dol, takoj, ko je mrak, da sosedje na vojno odvilno, ampak drugod je mogoče odprt. In rečejo, ko vidijo soseda, živijo. Mi mu ne rečemo, mi rečemo, dej zapri vrata, da ne slišijo, kaj govorimo. V tem plavaš in sploh ne veš, da je drugo možno. Ne? Tako. Živiš v enem zelo, danes to rečemo mehurčko, ne vemo, kaj to pomeni. Takrat pa nismo tega rekli, sploh nismo vedeli, da so te družine ne samo mehurčki, to so močni, lahko je geto, lahko je bunker, ampak ena močna, čustvena, rekel, tovarna, iz katere ti priješ kot en pol izdelek ven, in dokler tega ne razumeš ali pa ne spoznaš, ne prepoznaš, jasno, se ti tale kolektivni del naše zgodovine ali pa življenja v družbi se ti ne odpre. Ko se ti pa tako odpre, pa vidiš, da v bistvu, da smo pravzaprav v generacijah odraščamo, ne? Da generacije naših staršev ali pa mojih staršev so bili vojni otroci. Kaj pa to pomeni? Moj brat se je rodil 18 let po vojni, jaz pa 20 let po vojni. Kaj to pomeni? Če primerjam z našo osamosvojitvijo leta 90, 20 let bi bilo leta 2010, a smo se mi zmenili, kako je bila osamosvojitev? Nismo se. Ampak si rečeš, 20 let ni nič. Za kolektiv, za življenje kolektiva, da se nečesa nauči, da se nauči enega skupnega življenja, da odloži na travme, 20 let ni nič. In ti kaj pol delaš? Ti pomagaš pospeševati te procese ali kaj? Ja, absolutno bi želel čim več ljudem omogočiti, da začnejo gledati nazaj. Odkot prihajamo, kaj so bile glavne travmatične izkušnje mojih staršev, mogoče še njihovih staršev, in kako so nas te izkušnje zaprle v en ozek prostor, ki se mu reče moja družina, okoli so pa svetovi, ti si pa na tem otočku zdaj. A bi šel malo okoli, ne? Takole, ko malo gledam, ravno včeraj sem poslušal eno oddajo o teh 4 generacijah, babica je bila rojena še v Auschwitzu, prav kot dojenček v Auschwitzu, madžarska judovska družina je bilo, mislim, da je bila na RTV Slovenija. In zdaj, kako ta njena hčerka, 80 let potem, oziroma vnukinja, odkriva te korenine, kako je ona pogrešala mamo in tako naprej. In tle se vidi, da ta srednja generacija je čist zamrzna. Ta mama njena se v bistvu celo to oddaja, se malo bran, ko je ta hčerka reče, veš, pa nikoli me nisi objela, pa nikoli mi nisi rekla, rada te imam, pa nikoli mi nisi rekla, koliko sem vesela, da imaš tako življenje, kakor sem ga imaš, lej, nič ne od tega. In mama si sam brala, ampak jaz sem te imela rada. In je bilo prav hkrati ganljivo, hkrati tragično, ker se je videlo, da ne more tega hčerkinga bremena nekako vzeti nase, ker je ona polna bremena. Ona je do vratu, bi rekel, v tem, da hvala Bogu, da smo preživeli, ne mi delati nove zgage, po domač povedan. In ta hčerka je rekla, jaz imam še nekaj za odložiti, bi ti vzela nekaj, mama? Ne bi, hvala, polno je. In jaz v bistvu pol na mami delati, da bo lahko spraznila, da bo lahko hčerka odložila. Tako, ja, tako. Kako bi v eni povedi, v besedo skupni imenovalec vsega tega, kar poskušaš dati družbi, svetu, ne glede na to, a delaš z državo, ali z socialnimi skupinami, ali z posamezno družino, kaj je tisto, kar je tvoja vloga? V eni povedi. No, recimo, glej, odnose pa ljudi, ki ti pride nasprot kot priložnost za eno delitev tega veselja, da imaš to življenje in da so ti prišli nasprot. Za eno tako srečanje v dobroti in v prepoznanju drugega. Ti poskušaš ljudem pokazati, koliko je tisti sočlovek
lep, kljub temu, da ni lepo vedno z njim, pa koliko je lahko tisti sočlovek tudi ena opora pri tem, da se sam dvigneš. Tisti človek, ki bi ga najraj izključil, pa mu že povedal, kar mu gre. To se mi je zdaj zgodilo za Božič, že tam so me nekaj nervirali doma. Ali pa jaz sem jih tako doživel. Že spet bodo kupovali darila, že spet bomo zapravljali. A nismo rekli, da ne bomo, mi nismo potrošniki in tako naprej. Glejte to družbo odmetavanja. No in sem že malo tako sitnaril, potem sem se malo zadržal, seveda ta 20-letni trening terapije malo pomaga tudi meni, sem bolj trd primer. No pa sem bil tih. Pa so pa toliko lepo naredili in toliko lepo so me presenetili, ker so mi kupili tisto darilo, kak si ga jaz enkoli ne bi kupil, tako da so me dubali na totalno osramočenega, ker že človek je hotel tam zbesneti in reči, nobenih daril, to je brez veze. Pa je pa dobil tako darilo, da je bil pobožan in je bil tih in se je počutil, a to pomeni živeti v odnosih, Tej si jih že kar imel, po unem starem kopitu, taki so, nekoli se ne bodo spremenili, jaz govorim in me ne upošteva, moj trud ni cenjen, si že to staro lajno lepo pognal, pa poglej, kaj je bil rezultat tega. To je zame odnos, mislim, to je zame življenje z ljudmi. Je težko, ampak ne prestana rast na nek način ravno iz teh konfliktov. Ja, in to presenečenje, vedno znova to občudujem v teh zgodbah o tem, kako je Jezus srečal ljudi. To je polno enega božjega humorja. Pride človek, ali je žejen, ali je slep, ali je lačen, ali niti ne ve, da je lačen, niti ne ve, kaj je rab in glej presenečenje. To ni čudežna palčka, tako kot si pač mogoče včasih želimo, da bi Bog končno že nekaj posegel v ta svet in nekaj uredil. Ampak v bistvu je pa toliko presenečen, ker so dosti bolj simpatični kot čudežne palčke, mislim, kad ti skrbi lahko na ta način mi izsanjali, ali pa si izsilili neke rešitve. V bistvu so rešitve dosti bolj dramatične, zanimive, pustolovske. S tem poslanstvom ste ustanovili ta ŠRCD, Študijsko-raziskovalni center za družino. To je pa na nek način tvoj otrok, kar se tiče nekih pravnih oseb. Predtem nisi imel neke organizacije. Ne. Kaj je prevagalo, da si šel v aktivno vlogo ustanavljanja nečesa tazga? Ja, to je bil tudi en korak naprej, gotov, ampak sem imel 3 sodelavke. Se pravi, ženo in Andrejo in Tatjano. Brez tega se ne grem, to nisem. Jaz sem drugi otrok, to ni pionir. Drugi otrok čaka, da si drugi potovčejo glave na zidu, potem pa grem jaz okoli, ali pa poiščem vrata. No, ampak to so punce, ki pa so precej pionirske. Tle sem se, jasno, uživel v to, da bi mi nekaj tacga naredili in se pravim, tudi je bila ena velika pustolovščina in zdaj kar se ne neha, Kaj počnete, če znaš tako res na kratko opisati? Ja, to je drugač terapevtsko-svetovalni center, precej tudi izobraževanja, če dalje več, to je nekako v to smer šlo, da zdaj se je pokazalo, da samo ena po ena, sicer je v redu, ampak nekako ta prostor rabi več, rabi delavnice, rabi tudi take stvari, ko se srečamo mečkano v širšem okviru. Drugač imamo 3 socialno-varstvene programe, ki so v bistvu za ljudi brezplačni, in potem imamo še take programe, kjer pa pričakujemo malo te soudeležbe in pokrivamo tako rekoč vse starostne skupine, pare, posameznike, mladostnike. Ko vodiš neko tako stvar, prihaja tudi do raznih puščav. Si pripravljen podeliti, kaj ti je recimo najtežji? Ali je to poročila pisati, ali je to ukvarjati se z razpisi, ali je to z ljudmi delati? Ne, zaenkrat je še vedno, pa bojim se, da bo še dolgo živeti samim sabo, to je zame največja puščava. Kaj pa to pomeni? Se pravi, ena taka praznina, izpraznjenost čustvena, ena neveličenost, malo prepuščanje toku, to bi jaz rekel, da so ene take puščave zame. In odkrivam to globino, rekel, moških zrelih let in pa potem staranja, da pač moški, ki ni prej vlagal v to, se bo zelo težko postaral. Bo zelo težko kot starejši postal moder, če ni vlagal v odnose, če se ni pustil od skupnosti ali ženske, žene, zvleči v ta materinsko mehki del življenja, ga čaka ena zelo neprijetna starost, to pa ne bi benimo prvošil, tako da... Kaj pa meniš o duhovnikih kot socialni skupini? Ja, jaz mislim, da spoznavajo tole vrednost.
življenja v skupnosti in upam, da bodo še poglobili, ker to so ene zakonitosti, ki mogoče da jih v prejšnjih stoletjih ali pa prejšnji družbi, ki je bila bolj tradicionalno narejena, tako kot si rekel, župnijsko, vse je tako nekako bilo, kot ena velika mama je delovala tista institucija, seveda ni spodbujala ne osebne rasti, ne druženja, ne poglabljanja odnose, ampak takrat je tako nekako feudalno rečemo, se dal preživeti, ne. Danes je pa s tem konc in mislim, da trpijo vsi, mi to spremljamo in rekel, smo pripravljeni pomagati in hkrati razumemo, da je konc, da tega obdobja je konc. Se pravi, se bo mogli nekaj radikalno spremeniti. Sigurno. V bistvu v cerkveni strukturi, to je tvoje mnenje, ali? Ja, sigurno. Pa veš kaj, pa kako? Jaz mislim, da življenje v takih manjših skupnostih, Kjer se bojo driblali. Tako kot samostani, ne, se pravi, moraš moški z moškim živeti, moraš se naučiti pospraviti si posteljo, zlikati, skuhati in skrbeti za otroke. To je, mislim, da je ena glavnih stvari, kjer vsi moški zrastemo, je to, da ob svojih otrocih se njih ne peleš v svet, se ti nisi izdelan človek. To je nekaj, kar mogoče so si naši starši lahko umišljali, da so oni izdelani. Danes pa vemo, da rasteš in da je to najboljši način, kako iz svojega otroštva greš še enkrat v svoje otroštvo, se pravi, ga dopolniš, kar nisi takrat, boš mogoče zdaj. In to ti otroci omogočajo, si jim lahko samo hvaležen. Otroci v bistvu popravni izpit za te težke stvari, ki prihajajo iz otroštva. Absolutno. Ampak ravno to, kar si rekel, popravni izpit, da si zdaj predstavljaš, da imaš res otroke za svoj popravni izpit. Ja, to pomeni, da si... A ne bi bil hvaležen temu, ne? Ne zdaj se reče, ok, to je zdaj vzgoja, jaz bom, kaj bom jaz naredil, tam je en goreč grm, a ga boš zdaj ti 40 let ali 20 let, kolikor so ti dani, ga boš gasil? In te ga ne boš pogasil, ampak recimo, da poskušaš in boš zdaj svojo slabo voljo ga poskušal ugasniti in pa boš pri 20 rekel, čudno, sama žerjavca, jaz sem pa mislil, da te otroci imajo kakšno energijo noter. Prej si jo pa 20 let toliko dol, ne. Jaz mislim, da to delo z otroci, z mladino, je tisto, kar dela te skupnosti žive. Treba je ustvariti dom, ognjišče, si narediti kosilo, ga postrežiti, za njim pospraviti, in potem 2 uri, 3 na dan biti v stiku z otroci. Za našo družino je bil tak velik korak naprej, se mi zdi, ki se je rodil zelo postopoma, to, kar nisva imela ne z ženo, ne jaz nikoli, ne. Se pravi, da v nedeljo po maši imamo 2 uri praznovanje, ne. Se prinese, ne vem, sladkarije, kavo skuha in je pač praznovanje, ne. Tako, malo sem doživel zdaj, ko si to govoril, da je to tist, ne. Ja, gotov. To je že ta prava smer, ja. Zdaj na vaši spletni strani v ČRCD-ja piše, da razumete, kako globoko se v doživljanje in dojemanje ljudi vpišejo pretekle izkušnje in da iz tega ven lahko pomagate, ne. Sam ravno tem globokim preteklim izkušnjam, ki so nas spremenile ali pa zaznamovale, pravim na nek način goreči grm, ne, dobro, lahko so tudi travmatične, ne, ampak te ta pozitivne. Kako bi ti opredelil z tvojega vidika zdaj te goreče grme v življenju posameznika? Ja, to imaš kar prav. V glavnem smo predolgo bili osredotočeni na to, da je preteklost v bistvu res sam slaba, ne? Da je travmatična in da iz te preteklosti ni bilo mogoče videti, kaj pa tisto, kar me pelje naprej. In jaz mislim, da tudi tale naša krščanska vera tle zastane. Ker v bistvu bi ti mogel iz tega črpati en navdih, eno pozitivno držo, pa je nimamo. Ne. Pa tudi konec koncev zakonski in družinski terapevti na nek način, vaš poslovni model je iz tega, da je bila preteklost slaba, ne? Ja, tako ja. In se zdaj počasi spreminja, to pa moram poudariti, da iz te osredotočenosti na negativno se počasi obrača v to, da če ti od prvega dne, ko si to spoznal, ne začneš se usmerjati k pozitivnemu, k temu, kar te veseli, kako boš šel danes spat, a ko boš šel spat, boš šel z veseljem in boš rekel, lej ta dan, kaj sem doživel. Ja, je bilo veliko negativnega, ampak glej, jaz sem še vedno jaz. Nič nisem naredil narobe, ali pa tudi če sem, se znam upravičiti. Kakšna lepa izkušnja. Se pravi, če ne boš iskal tega, kar te pelje z dneva v dan naprej, ni poti ven iz traumatičnih izkušenj. In to je danes v bistvu spoznanje tega, ki tudi mene malo v to študiji v zadnjem času, zadnjih rečemo 5 let, vodil, se pravi vloga odpuščanja in hvaležnosti. Ne? Če ne gojiš tega tako rekoč vsak dan, se bodo te stare navade, ki se tako hitro spet nazaj prikradajo, te bodo kar spremljale tako do 150 leta. Ne? In kaj so pa te goreči grmi po tvoje
Jaz bi rekel to, da sebe doživiš kot goreči grm, se pravi nekaj, kar si najprej misliš pismo, tole me bo pa užgal, ne, to pa boš, da ne. Pol pa vidiš, da se tudi, če gorim, ja, bom kar živel naprej, ne, da spustim neke te močne energije življenjske skozi, neke dobrote, mi bi rekla, pa božje ljubezni, nekaj, kar te tok noter zagrab, da bi naj rekel hvala, bom jaz kar mečkam počakal, da vidim, kako se bo to išlo, ampak ravno to se mi zdi, da je poanta tega, ne, gori, ne zgori in ne vemo, kaj bo. Če se znaš ozreti na zdajle svojih par dni, tednov, mesecev ali pa let, znaš ene 2-3 primere dati takih gorečih grmov zate. Jaz mislim, da je kar vsak dan, da sem jaz kar vsak dan na te poti, ko se malo z gospodom malo pogovarjava in jaz rečem, lej stari, da ne gre to je za druge. Mislim, da je to pri meni. Naj gre ta kelih mimo mene. Ja, pa karkoli si mi pripravil, vse sem hvaležen, glej, ampak jaz bom tle počakal, da vidim, ne pač v skladu z mojo, življenjsko držo, jaz bom počakal, da vidim, kaj se bo zgodilo. Ne? In mislim, da zame je goreči grm na to, lej, dokler ne boš zagoril orenk, ne boš spoznal, kaj lepega sem ti pripravil. Ne? Tle mislim, da se mi da vedno, vsak dan se mal pogajava. Zdaj sva na enem takem zanimivem mejnem področju, se mi zdi, ko duhovni simbol poskušava malo razlagati psihologijo. In tudi sam včasih, ko molim, opažam, da me vleče v psihologijo namesto v duhovnost. Pa ti, ki si kristjan in psiholog na nek način, kako vidiš to mejo med vero pa psihologijo, oziroma kaj je pri tebi v življenju ena pa druga, pa a se kdaj napadeta drugo, pa poškodujeta drugo? Ne. Jaz že časa spremljam tole, to je en velik, nesporazum, sploh s tem scientizmom pa pozitivizmom iz začetka 20. stoletja, nastal ta spor, rečemo, znanosti in vere. V psihologiji še Freud not prišel, pa mal Marxa, pa vse skupaj, pa Lacan, pa kaj še hočemo, teh, spekulativnih nekih teorij, ki pa z dejanskim življenjem ljudi, niti z duhovnostjo, nimajo do zveze. To so spekulacije, to so neke ali malo ideološke, ali malo take drugačne razlage, ki se pa ne dotaknejo tega, kaj ljudje res živijo. Jaz če ti dam en primer, recimo molim in potem mi hodijo misli gor, ja, pa tle sem bil tako, pa bi mogel tako. A veš, v bistvu v molitev prihajajo neke psihološke analize. To je čisto v redu. Zato, ker so v zraku. Če ne bi bile te, bi bile pa druge. Naša glava je tako narejena, da more, da srka te razlage, ker si z njimi pomaga. Kadar je v stiski, vidi tako svet, vidi tako ljudi, malo pripiše, malo pokombinira, malo vidi črno-belo, malo generalizira in če za to uporablja te psihološke termine, nič za to. Če ne bi pa ene druge, politične ali pa tiste sosedske, kako so oni slabi, pa te so dobri, pa tako naprej. Ta naša, to bogatstvo, ki ga je mogoče v zadnjih 20-30 letih odkrila, pa jaz ne bi rekel psihologija, akademska psihologija, nič kaj prida ni odkrila, ampak zlasti nevrobiologija, pa psihoterapija. Te so pa odkrili bogatstvo človekovega doživljanja, ki z enim modrostnim življenjem ima ogromno prekrivanja. Če kdo bere stare knjige, ni važno, ali je to indijska, ali je to ta smer, ene verske drže, ene religiozne drže, bo videl, da je to zelo podobno. Da je tam ena odprtost, da je tam eno srečanje s sabo, da je tam eno srečanje z drugim. Bolj ali manj smo tle, se tle lahko razumemo, kaj bi duhovnost bila. Tukaj ne vidim nobenega spora s psihologijo. Kvečem to, da psihologija lahko ob tem bogatstvu, te modrosti spozna, koliko je sama bila ujeta v ene te paradigme akademske, drugačne, ideološke, ki v bistvu niso prinesle nič. Kaj je pridobitev psihologije v zadnjih 100 letih? Ja, nič. A je kaj spremenilo na življenje? Nekupenih razlag sicer imamo, ampak ljudje, ki drugače živijo, so bolj sočutni, so boljši starši, so boljši partnerji. To je pa zdaj, odkar odkrijemo, da se je treba usesti pa pogovarjati. To pa ni čist psihologija v ožjem smislu, ampak mislim, da to je pa že tisto, ko se psihologija ali pa ta način razmišljanja je malo bolj ponižen in sledi temu, kar ljudje doživljajo, odkriva to bogatstvo tega doživljanja in duhovnost pa vera je eno največjih bogatstv tega doživljanja. Tisto, ko človek gre res preko sebe in doživi tisti neverjeten občutek, da bo srečen takrat, kadar bo doživel, da je v srečo enega drugega. Ja, mašina. Psihologija ni tega pogruntala v 100 letih. Ne vem, če sta bila 2-3, ki so do konca šli v to globino.
Tale Frankl, ne? Ali... No, recimo Frankl, pa kakšen Maslow, pa to so imeli ene lestvice teh vrednot, pa tako, ampak polnosti svojim življenjem, pa svojo šolo, tole dal takole na pladen in se ne ustrašil vseh tistih akademskih kritik. Tako da danes reči, to je psihologiziranje. Ko želimo, ko za druge zagoreti, se mi zdi, da se nam včasih zgodi, da čakamo na to, da bo nekdo drug nekaj naredil ali pa da bojo prave okoliščine prišle. Zakaj ljudje čutimo te goreče grme, ampak se ne premaknemo, pa kar čakamo, ne? Ja, to je vprašanje, ki gre čist res v jedro tega, kako se mi aktiviramo. To pravijo, bom zdaj rekel, psihologi, razvojni psihologi, da to spada tam v med drugo, tretje leto življenja, ko tale malo bitje začuti, da lahko svojo energijo, svojim glasom, svojimi kretnjami, celo to malo telo začne goreti. Ima noter en plamenček, jaz rečem motorček, ima noter neki živga. In zdaj, a to bo nekdo razpihval in občudoval ta plamen, ali ne? A bo prišel s svojim vedrom ene kisline, enih naukov in ga bo pogasil, ne? To je to globoko v nas, da v bistvu ponovno to plamen prižgati. To je življenjski uspeh, ne? To rabiš vero, pa rabiš Boga. To pomeni, da ostaneš od mrtvih. Tvoja iniciativa, ki je bila enkrat toliko ugasnjena, kdo ti jo bo prižgal? Kje boš najdu ta plin pa to vžigalco, da boš to zakuril? Ne boš. To rabiš nekoga, ki pride pa reče, še eno možnost ti dam, Se pravi, ti trdiš, da ne moreš tega sam narediti? Ne. To je to globoko v nas. Jaz se vidimo ljudi, ki obupajo nad življenjem na tal način, ki mi zmanjka, danes to pa res dobro razumemo in zmanjka te življenjske energije. Ali to zdaj jih pele prav v te fiziološke težave, rekel samim hormonskim sistemom, z nevrotransmiterskim sistemom. Danes vemo, kako globoko to lahko uniči telo. Pogašenje ognja med drugim pa tretjim. Taka kislina, ki jo nekdo vate polije, pa to nisem tako, da se malo treseš, pa gremo naprej, ampak te skuri noter, ne. Ta slab način, samo še pepel ostane. In danes vidimo to, kako je ta svet utrujen, ne. Ta svet je toliko utrujen, toliko izčrpan, ker mu manjka te energije, ki jo nekdo vdahne noter. A te prav razumem, Pol, da v bistvu ni nič narobe, če čakaš. Pač ni še noben prišel, ki bi ti ta ogenj nazaj prebudil. Ja, odpreti se moraš. Ker ko boš čakal, ti se boš hranil zdaj s čem? Ti se boš hranil z onimi mislimi, ki pravijo, se je v redu, pa malo sem obupan, v redu je, pa malo se mi nalup, v redu je, pa malo bom te kemije vzel, v redu je, a ne ti postaneš, ne hotetis, kaj se rečem, ena taka žrtev, ne. Ti si zdaj žrtev okoliščin in čakaš, da se bodo spremenile, tudi v redu, včasih moraš res malo počivati, pa malo počakati, ampak tega plamena ti okoliščine same ne bodo prebudile, ti čakaš očitno na čarobno palčko in obdal si se pa kar z enim močnim zidom, ne. Z enim močnim zidom teh miselnih obramb, zakaj mi nič ni treba narediti, zakaj sem tako, kot sem, kaj vse mi drugi onemogočajo, ne. In glava naša je taka, da zna upravičiti vse, kar se dogaja z našim telesom. In če je telo utrujeno, bo že glava razložila, zakaj je dobro, da je tako. In je to začaran krog. Ti čakaš, da te v glava prebudila, glava čaka telo, da se je prebudilo, telo čaka kemijo od odzuni, glava čaka čarobno palčko, zraven pa še pride en človek, ki te je prebudil, pri tem, da si se ti obdal že z vsemi temi stvarmi, težka bo. Ampak kaj to pomeni odpreti se? Ok, jaz sem zdaj razumel, se pravi, ne čakati, moja naloga je odpreti se, pa bo pa najbrž že nekoč prišlo, rekel si, bo neko presenečenje, ne? Kako naredim to vajo odpreti se? Ja, to je manj, kakor se sliš, manj potrebno, zadosti včasih sem, da rečeš se to, kar so pač vzhodna religija je imela to pač Jezus, usmil se mene grešnika. To zdaj, da našem svet, če tole rečemo, vsi rekli, kva si pa zdaj povedal, ne, mislim, iz katerega stoletja si pa ti. Ampak, če pa to prevedemo, ne, pa to pomeni, koliko mi je težko, koliko je stvari, ki me presegajo. Kolikrat se počutim nemočnega, najraje bi se zjokal in mi zmanjka energije in zdaj bi pa res rabo nekoga, da mi prije nasprot. Se pravi, če to prevedeva res čisto samo te psihološke izraze, bi to pomenilo, da se malo zavedaš svojih stisk pa svojih potreb. Ampak to moraš povedati nekomu. To moraš povedati tako. Se mi zdi, da veliko ljudi pa nima ne Boga, ne sočloveka. Ne? Ja, pa zadošča včasih, da jih poveš samo sebi na glas pred špeglom. Že samega sebe, da slišiš to govoriti, je šok. To deluje, ali kaj? To deluje, ja. Ker slišiš, nekaj je če v glavi, to ni na jeziku. Ko pa ti še tale verbalni delaš in samo se rečeš,
poglej, kje sem se znašel, ne. Glej, kako mi je, glej, kako reagiram, glej, kako se matram. In dobro je seveda en poslušalec tam zraven, ali pa en občutek, da te nekdo posluša, je dragocen. Mislim, nenadomestljiv, brez tega gotovo, da ne gre. Slej, ko prej mora tudi nekdo drug priti. Seveda, ampak to je že tisto drobno odpiranje. Ko že nekoga mal slutaš in že nekomu govoriš, čeprav si to zaenkrat sam, je že mečken dialoga noter. Je že mečken šlo ven. Ni to čista tvoja noter skrivnost, sva rekla, za temi vsemi zidovi, ampak je šla mal ven in zdaj bo delovala. Začela bo delovati. Res si to priznal. Rabam pomoč, recimo. Ti si se veliko res ukvarjal tudi s socialnimi skupinami. Zdaj, če greva na Slovence, pa na to vizijo, pa na to čakanje na drugega, pa to. Smo kaj posebni Slovenci v tem, da nimamo vizije? Pa če smo, je to kaj povezan s tem, da nikoli nismo imeli svoje države pa močnih voditeljev? Gotovo. Vsak prostor družben se, tudi, kot so prej rekli, za posameznika, tudi ta družben prostor ima zadnje ene modele, ene izkušnje, te so v glavnem traumatične. A ne, če si predstavljamo 100-150 let nazaj, kaj lahko človek pričakoval od življenja v tem prostoru, kdaj se je pošiljalo otroke za pastirčke, k unim, ki so imeli za jest, ker pri nas ni bilo za jest, in kaj ta preživetven strah in groza povzročil v teh generacijah. To danes vemo. Koliko plamenčkov je to pogasil, ne? To je bilo vse, to je bil sam pepel. To je bila poplava. Tako, to je bil sam pepel, zato ker se je že mlade ljudi v ta preživetveni, grozljiv, nepredvidljiv, katastrofalni svet pelalo, ne? Niti ne za roko, ampak kar vrgli se jih je, no, pejte, gremo. Se pravi, da so se starejše generacije, tisto malo življenjske energije so posrkale od mlade generacije. Ta mlada generacija, ki je bila stara 20 let, je imela še nekaj uporništva, toliko, da so se stepali, da so se z noži malo obdelali, naredili še kakšno neumnost, pa so pa ugasnili. Kolikor je to kruto, ampak danes se tega zavedamo, ker znamo zelo dobro zmeriti te stvari. Po psihičnih težavah, po depresivnosti, po odvisnosti, danes vidimo, kako to gre. In ta prostor, to si moramo čisto iskreno povedati, je bil pač majhen, je bil neprevetren, nima velikih mest, nima velike kulture, nima kraljev, nima državotvorne tradicije. Nič hudega. Ampak to si moramo priznati, tisto, kar sva rekla, če hočemo mi ven z tega, bo najprej se treba malo zjokati, pa malo, si priznati, da to tako je. Smo kot en majhen otok tamle v Dalmaciji, ki se jim vsi smejimo, zato ker se že 150 let kregajo, a so te ali so oni in kdo je uno ovco zanč odnesel in jo vrgel na smeti. In po svoje smo lahko hvaležni in izkušnji Jugoslavije, kakor je pač ne maramo in je bila diktatorska ali karkoli, ampak smo mal doživeli enega prostora, ki je širši od tistega avstro-ogrskega, tistega smo obvladali, tam smo bili pridni in, a ne, ampak do Dunaja... Smo imeli dober CV in so nas vsi hotali in je bilo. Ampak do Dunaja sploh segli nismo. Tukaj smo prvič v življenju tega naroda imeli vpliv na Beograd. Mi vemo, da ta srbsko-slovensko zavezništvo proti Hrvaški, da to je nekako uravnotežilo Jugoslavijo. Ne? In tle je prvič smo začutili, kaj pomeni, da da bi bilo nekaj voditi, nekaj več kot samo urediti, a bo poplavljali po uni Polhograjski dolini ali bo raj po uni sosednji dolini. Boljš do po sosednji. Ok, no, to znamo. Zdaj smo prvi žili, kaj pomeni mečkem več voditi. In jaz mislim, da je to bilo eno dozorevanje v tem smislu, da smo potem s podbudami v 80-90 letih pripravili teren, ampak sploh ne tako, da bi bilo to samoumevno, ampak da je potem ta neodvisnost bil res en tak pogumen korak, enega dozorevanja, in potem vključiti Evropsko unijo še en korak, da malo vidimo, kaj pa zdaj tale del sveta razmišlja, in zaenkrat še nismo propadli in tudi ne bomo, dober, nekako z vsemi težavami, ker ta ladja je obremenjena, seveda ta ladja zdaj je odplula, rečemo z pristanišča, ampak to ni tanker, to ni jedrska podmornica, to je en čolniček, ga premetava, ampak plove. In ta Slovenija 2-milijonska majhna na nek način potrebuje veliko več voditeljev, po moje. Tukaj ne govorimo o voditeljih velikega formata. Vsak od nas, ki poslušamo tebe, tale podcast, lahko nekaj vodi. Absolutno. Mi rabimo dajati vzore, ker tisto, kar zdaj nam mediji kažejo, so vzori, ki nikamor ne peljejo. Ali je to zdaj Trump, ali je to zdaj una, ki si je dala tako operacijo, ali pa ta športnik, ki ima milijone, to ni nič. Kakšne vzore pa rabimo? Mi rabimo vzore normalnosti, normalnega življenja, normalnega truda. Človek, ki vstane, gre v službo, doživlja to in to, ni zadovoljen, pride domov, objame otroke in reče, lepo, da smo tle, dajmo imeti en fajn popoldne, če se da.
in tako preživi celo življenje. Ima noter ogromno draguljev in mi lahko to pokažemo. Ni nekega dopamina v taki stvari, kot si jo zdaj rekel, ni zanimiva, ne nahajpa te, če slišiš tako zgodbo, ne? Ja, ampak tudi tisti je zelo kratek dopamin, tisti je tako kot Red Bull, ne, mislim, in pol si, kaj si, ne, nič nisi. Tukaj je pa en trening, vsakodnevni trening, kjer doživiš eno tako resnično globino življenja, ne. Tja do 25, pa dokler nimaš svoje družine, jasno, da ti tisto vse pomeni. Žal so te stvari tako narejene, da jih kupimo, tako kot je hrana narejena, da jo kupiš, ker izgleda lepa in smo vsi na cukru in tako naprej. Tako smo zdaj vsi na internetu. Je tako narejeno, da zasede tvojo pozornost, da zasede tvoje življenje, da ne govorimo o času pa denarju o to. Ampak tvoja iniciativa je zdaj preklopljena na ta način življenja. Če jo odklopiš, oziroma jo imaš tako pod kontrolo, glej, pa šele začneš živeti. Razni posti kot oblike osvoboditve, ne? Od medijev, od hrane, od mirovanja, torej za rekreacijo. Ja. To se mi zdi, da je skozi bolj popularno, ne? Tudi te akcije. Ja, točno to. Še več teh akcij. Ja. Podobne, ne? In še več, da se začutimo, ne? Da nas je 10, a pa najprej nas je 5, pa vidimo, da to deluje in drugega malo pogumimo s tem. Ne? In pol praviš, da tudi glede na druge narode, recimo Hrvaška, Madžarska, Avstrija, Italija, te okoliške, smo malo bolj čakajoči, ali ne? Čist statistično gledano. To je bolj občutek, a ne? Ja, težko bi s kakšno statistiko, ki jih ne poznam. Ampak tako bi rekel, da imamo eno veliko prednost mogoče pred temi večjimi narodi, da pri nas se hitreje izkažejo stvari. Če nekaj vire enega nasilja, če vire ene korupcije, ene zlorabe, se bo pri nas malo hitreje pokazalo kot v teh ogromnih državah, kjer sicer ljudje lahko rečejo, da so bolj stabilne, gotovo, ampak se pa tudi stvari rešujejo kasneje ali pa se sploh ne rešujejo. Ne? Se vidimo Ameriko, ne? To vse je zgleda stabilna, zgleda tako, ampak preden tam kaj zaokrož, mi pa to hiter spoznamo, ne rabimo veliko, da vidimo recimo, tole nasilje v družini, smo se ga hitro lotili, smo zakon sprejeli sicer z zamudo, ampak zdaj pa deluje. Zdaj pa imamo programe, imamo kazni, imamo sankcije, imamo eno mrežo, ki intervenira in računamo, da bodo generacije otrok živele v bolj prijaznih družinah. Ne? To pa ni hec, ne? To je pa civilizacijski preskok. In če to ven spravimo, ja pa to je več vredno, kot če odkrijemo nafto tamle na Ljubljanskem barju. Ne? Iz tistega bo sam škoda. Tole je pa en korak. Ne? In jaz mislim, da potem šolstvo nas čaka gotovo spremeniti tole in to se bo tudi enkrat, bo tisto se prelomilo, ko mu enkrat rekla, zdaj pa konc, zdaj pa treba nekaj narediti. Ne? Zdaj si že malo nakazal, zdaj, ko sva to govorila o viziji, kaj je zate neka vizija Slovenije? Kaj tudi ti si se pripravljen angažirati za njo. Saj si rekel, da malo bolj rad stojiš ob strani, ampak za kakšno boljšo Slovenijo si se ti pripravljen angažirati? Jaz mislim za tisto, kar se je že dostikrat pokazala, recimo ob tisti čudoviti akciji Očistimo Slovenijo v enem dnevu, potem v eni drži, ki jo Slovenija ima do šibkejših, ravno zaradi tega, ker smo mi dostikrat bili šibkejši, nismo tisti, ki bi šibkejšega prav dolgo gnavili. Mal bi že poskusili, ampak znamo sprejeti in če bi tole razumeli, koliko smo se kot prostor obogatili s tem, da smo sprejeli tako ljudi iz Bosne, ljudi iz Hrvaške, ljudi iz Srbije, ljudi iz Kosova, da se je ta prostor obogatil s tem, hkrati je mogel neke te njihove travme gotovo tudi predelati, ne, se so nekaj prinesli sabo, pa še naše, ne. Ampak tako hočem reči, da bi to vrednost tega prostora, se prav na tem, da je vse mečkem pomešan, da se malo odpremo, da znamo z Italijani, da razumemo Avstrijca. To je taka prednost, ki je nimajo velike države in je nikoli ne bodo imele. Nikoli. Ne, če greš v Ameriko, nekaj razložiš, noben sploh ne posluša več, ker sploh ga ne zanima. Ne. Ta mejhnost, pa nekje na obrobju, pa nekje izven tam, daleč. Mi pa to imamo. Mi imamo ta posluh za te mečkane stvari. Ne vem, v Afriki znamo prisluhen tam na Madagaskarju nekomu, tam v Darfurju. To je pa taka prednost, to je ena vizija. Jo. Tega Slovenija, ki ravno s to mejhnostjo v bistvu dostopa do enakih mejhnih, a ne se ne poskuša vdinjati velikim, to smo probali, ne gre. To boš vedno dobil po glavi, hvala. Nehimo s tem, pa imamo iskati te mehne darove. Ne. Kaj pa na osebni ravni? Mene tako, čist nekaj tako, rekel, malo sanskega povedal. Če bi en rekel, Tomaž, preden zaspiš, o čem sanjaš. Ne. Prav tisto, kar me napolni, je tole medijsko. Jaz nekako pogrešam en stik, rečemo, ali s televizijo ali pa z medijem, ki ga odpreš
in ti pomaga iti čez dan. Tukaj bi želel, da nekaj naredimo, no? Mislim, da je veliko narejenega, radio ognišče nekaj tacga, še kakšno televizijo bi, mogoče ta Exodus ali pa nekaj drugega. Rekel, da ustvarimo ta nek ne globalni, ne internetni način preživljanja dneva, kjer je tudi prostor za tišino, seveda za molitev, za telesno aktivnost, tako. In da nam ta mediji, zakaj jih imamo? Zato, da nas odvleče v nekaj, kar ne živimo, se pravi, da živim celo življenje na serijah. Tomaž, kaj si delal med 50 in 70? Pa pogledal sem se tako na leto 10 serij. Bravo! A si še kaj drugega delal? Ja, v službo sem hodil, kredit sem odplačeval, še kaj, pa sem pa tja, tako sem kaj pogumnega naredil, in to je goreči grm, ne, to je čista žerjavca, ne. Tle jaz mislim, da nas še čaka. In kaj je zdaj vloga najne generacije, torej srednje, tisti, ki še nismo v 3. življenjskem obdobju, smo starši, živimo po družinah? Ja, jaz mislim, da si moramo drugega ogromno spodbujati in si dati enega priznanja, da smo se znašli ravno v tej generaciji, ki lahko zdaj objokuje, zakaj ni tako, kot je bilo takrat, ko so bile službe, so bila stanovanja, zakaj vse ne nas pade, narava gre k vragu, svet gre k vragu, politika gre, super. In zakaj ravno zdaj? Dajmo še malo odložiti to za njih 50 let, pa ne gre, ne. To jaz mislim, da je skušnjava naše generacije, da rečemo, bomo malo zatisnili luči mečken bolj, še tesno, kot smo do zdaj, samo da se jaz spravim čez, poj za mano pa lahko meteorit uredi zadeve, ne. Ne, mi moramo odkriti eno veselje, drugima dati eno veselje, tole bomo uredili, bomo očistili, če smo Slovenijo en dnev, bomo še kaj očistili in tudi mladim dati to idejo, gledajte, vaša naloga bo pa čiščenje. Naša je ta, da smo zaustavili odmetavanje in izkoriščanje drugega in vsega mogočega. In če to naredimo, če damo ta model svojim otrokom, smo naredili svoje. Rekel si na začetku tega odgovora, da se mora naša generacija med seboj spodbujati in pohvaliti. Hvala, ker si eden od voditeljev Slovenije. Jaz vračam to pohvalo in sem prav vesel tega nove oblike komuniciranja in želim še, da se razširi in eno uspešno življenje naprej. Hvala.